Žal je moralo miniti kar 100 let, da smo Slovenci spoznali veličino in pomen dejanj, drznosti ter nacionalne samozavesti generala Rudolfa Maistra. Brez njegove odločnosti, vizionarstva in nacionalne pokončnosti bi severna meja Slovenije bila bistveno drugačna in vprašanje je tudi, ali bi Slovenija sploh obstajala. Ta dejanja pred 100 leti, ko je Maister z soborci izoblikoval severno mejo, so močno vplivali na nacionalno samozavest. Prav zato bo mestna občina Maribor pomen generala Maistra obeleževala čez vso leto z raznimi prireditvami, spominskimi slovesnostmi, postavitvijo kipa pred vojašnico generala Maistra in ureditvijo njegove grobnice. Njegovo zgodbo je namreč potrebno čim globlje vpeti v naš vsakdan, saj danes takšnih posameznikov, kot je bil Maister, praktično ni. Duh zdajšnjega časa mnogo bolj zahteven. Tu nas enostavno pokončni posamezniki ne bodo rešili. Mislim, da je zelo pomembno, da nastane neka mreža pokončnih posameznikov, malih ljudi, kot se reče, in na ta način je potem možno tudi izoblikovati neko nacionalno politiko, ki bi se potem v odnosu do globalnega sveta, ki je zdaj na eni strani nujnost, na drugi strani pa tudi velika nevarnost za majhne narode, majhne države. Prav gotovo ima odločilno vlogo pri takšni vzgoji oziroma miselnosti šolski sistem. To je tisti skriti kurikulum. To pomeni, da v bistvu skriti, torej pomeni, da v učnem načrtu so zapisani cilji, standardi in normativi, ampak obenem lahko vsak učitelj najde lokalnega, nacionalnega nekako junaka, ki ga vnese in vpelje. Torej ni vse strogo predpisano, tako da lahko marsikdo, kar je iz okolja, učitelj, če pozna in ve, lahko vpelje. Pomena generala Rudolfa Maistra za celotno Slovenijo bi se morala zavedati tudi država. Maister bi si prav gotovo zaslužil nacionalni praznik, vendar kljub številnim pobudam ideja ni padla na plodna tla. Poglaviten razlog za takšno neodločno držo tiči predvsem v tem, da Slovenci nekako upogibamo hrbtenico, nismo dovolj pokončni, mi podlegamo raznim pritiskom, mi smo posebej Štajerci, pa tudi zelo korajžni s svojimi izjavami za šankom, ko pa je treba te izjave izreči v javnosti, pa se potuhnemo ali pa pokleknemo pred pritiski drugih. In to je ta tragedija nas Slovencev. Vojak sem in nekaj moram narediti. Za mladostne sanje, zvezdo Severnico, za Slovence. So bile besede generala Rudolfa Maistra, ki imajo danes morda še večjo težo kot nekoč. Samo razumeti jih še moramo.